študentke in študenti, spoštovani državljani Republike Slovenije in vsi zbrani na 17. protestnem shodu, ki ga organizira Glas upokojencev skupaj z našimi prijatelji iz drugih strank, društev in asociacij. Dobrodošli vsi v Ljubljani. Dovolite mi, da predno odidemo na protestni pohod po Ljubljani in pokažemo svoje nezadovoljstvo, upozorim, da bodimo ponosni Slovenci, da bodimo srčni Slovenci, da bodimo kulturni. Ne nasedajte provokacijam, če bo do njih prišlo. Bodimo Slovenci. Spoštovane gospe in gospodje, za uvodni pozdravni govor pa vabim gospo Jožico Voler, mati, staro mati, babico, kmetico, delavko iz preprostega okolja iz Luč. Dobrodošla, Slovenka med Slovenci! Bog daj dobri ljudje, mir in vse dobro vam želim. Danes je dan, kot ga še ni bilo. Radujmo in veselimo se ga. Saj skupaj zbrali smo se vsi, ki v srcu dobro in pošteno mislimo. Med nami so danes tudi študentje in predstavniki različnih slovenskih strank, celo volivci Svobode so med nami, da skupaj povemo tej vladi, dovolj nam je. Da pa je do tega množičnega protesta prišlo, pa gre največja zahvala našemu gospodu Ruparju in stranki Glas upokojencev, za njihovo neumajno hrabrost in vztrajnost na svoji poti. Bog, mati, domovina. To so tri besede, ki vredne so spomina, je nekoč davnega leta nekdo zapisal v spominsko knjigo. Pa še nosimo v svojih srcih te tri tako zelo svete in zlate besede. Sama si mislim, da smo mnogo predaleč od njih. Bog, Jezus, je med nami najbolj popljuvana in zaničevana beseda v besednjaku mnogih ljudi. 10 božjih zapovedi smo zakopali globoko v zemljo, celo Boga samega bi mnogi radi zopet umorili, tako imel napoto. A Jezus je vstal in zdaj živi, nihče ga več ne more umoriti. V mnogo letih nazaj je po naših šolskih učilnicah in po drugih javnih ustanovah visel križ na steni kot znamenje Božje ljubezni v svetu. V šoli je bilo spoštovanje otrok do učiteljev, duhovnikov, skratka do vse starejše populacije. Danes pa imamo namesto Boga varnostnike in policiste na šolskih hodnikih, da nam varujejo mnogokrat podivjano mladino. V hramu naše vlade Roberta Goloba sigurno ni trohice Božje modrosti, saj sa svojimi norimi zakoni želijo uničiti lepoto družine in vsega, kar je bilo nekoč normalno in lepo. Mati, tvoje ime je sveto, je zapisal Ivan Pregelj v svoji pesmi o materi. Pa nam je še res sveto mamino ime. Ali jo še ljubimo, ko stari in obnemore in ji za svoje ljubezni olajšamo njene zadnje življenjske dni? Ne vem, zakaj prepolni so domovi naših starostnikov. Pa se še spomnimo prelepih slik slovenskih mater, ki na svojih prsih doji majhno dete. O, kakšna lepota! Kaj pa danes? Pred dnevi je preko družbenih medijev obšla Slovenijo slika žene, ki doji psa. In to je današnja kultura slovenskega. Kultura slovenskega naroda, ki naj bi bila celo nagrajena. Vsi bi se morali pri tako nagnusnem dejanju zjokati. Jaz temu pravim slovenska Sodoma in Gomora,
ki sta bili uničeni zaradi svoje sprevrženosti. Pa ne samo to. Penzionistične nagrade bodo prejeli naši nevidni kulturniki za svoje nevidno delo. Kaj pa ljudje z nizkimi pokojninami 5 evrov nagrade? O, kakšna sramota od največje sramote. Beseda domovina, a jo še ljubimo tako kot naši predniki, ki so zanjo prelili svojo nedolžno kri. O, kako malo ljubezni mnogi nosijo do naše prelepe dežele. Če bi jo ljubili, bi se morali vsi brez izjeme boriti zanjo z vso ljubeznijo v srcu in pregnati temo in krivične zakone iz naše dežele. O, ko Bog ustvarjal je ta Božji svet, se milostno ozrl je na nas. Deželo nam slovensko obdaril je z najlepšimi gorami, vrhove nam pokril z najlepšimi cvetovi, a njive naše zasejal z najlepšo je pšenico. A v duhu svojem rekel je, tukaj živel bo moj rod slovenski, pošten, delaven in trden bo ostal kot hrast, ki ne premaga ga nobena ujma. A med pšenico skozi leta hudič posijal je svoje seme in tako namesto zrele nam pšenice zdaj ljuljka raste in plevel. Dragi golobček, za svojo vlado, kako siti smo vseh vaših besed in obljub, ko iz njih ne zraste nič kaj lepega za navadnega slovenskega človeka, razen za vašo elito. A tudi vaš ples počasi se umirja in glasba vaša vam že zadnji tango špila. V rokah držite zdaj sidro vse slovenske ladje, na kateri skupaj z nami, ki smo se tukaj zbrali, plujemo vsi. A povem vam, če ne spreobrnemo se k Bogu vsi skupaj z nami, boste utonili tudi vi. O, Slovenci trdoživi, ne bomo utonili, ampak skupaj z roko v roki to deželo bomo spet rešili. To danes tukaj. Pokazali smo vsi, da iz suženjstva zakleti, čmo pesem o svobodi, spet zapeti. Bog blagoslovi Slovenijo in milostno se ozri na nas. Hvala. Preprosto naše. A gremo pred vlado? A gremo v grobu? A gremo? Gospod Robert Golob, Vlada Republike Slovenije, pred vas smo prišli ljudje, vsega siti vaše vladavine, siti vašega terorja, maltretiranja upokojencev in državljanov Republike Slovenije. Tu smo se zbrali, ker moramo položiti karte, vi svoje in mi naše. Prišli smo izstaviti račune
račun je preprost. Odstopite v roku 30 dni, sicer bomo naše proteste stopnjevali. V naslednjem trenutku. Tu je zbrana vsa Slovenija. Zbrane so politične stranke, pripadniki, zbrani smo Slovenci, zbrani smo zato, ker nam je dovolj vaših pokvarjenih afer, dovolj plenjenja našega računa, žiro-računa, našega budžeta, dovolj nam je vaših nebuloz. Strahom se vsako jutro zbujamo, ker ne vemo, katero kozlarijo boste zopet ustrelili med narod. Gospod Golob, dovolj je vaše vladavine. Vlada dol! Vlada dol! Vlada dol! Vlada dol! Vlada dol! Vlada dol! Vsi ljudje dobre volje, ki ste državljani Republike Slovenije, pozdravljeni vnovič na Trgu Republike na 17. vseslovenskem protestnem shodu. Dobrodošli! Da še posebej pozdravimo naše Slovence, rojake v zamejstvu in v tujini. Njihova srca so z nami, naša so z vami. Tako kot vedno, vsak shod začenjamo tudi s pozdravi bolnikom v bolnicah, rakavim bolnikom, vsem, ki niso mogli priti sem na Trg Republike in nas spremljajo od doma. Vsem pošiljamo prisrčne pozdrave, vlivamo pogum. Zmagajte nad boleznijo tako, kot bo Slovenija zmagala nad svojo boleznijo. V neki minuti tišine za te ljudi, ki se borijo za življenja. V tišini izmolimo Oče naš. Prosim, da vtiknejo trobente, prosim, da je čista tišina. Vse muslimane prosim, zmolite Amin ja Rabi. Vse druge vernike, molite svojo molitev. Vsem ljudem, dobrih vas, ki ste tu, pa svojimi mislimi pošljemo energijo tem ljudem. Amen. Sedaj pa naša dolžnost. 3 matere imam. Ivica, ki je žal v grobu, mati Marijo, ki nas spremlja, in mojo mati Slovenijo. Veselo zdravico, bratečko, zapej. Bog našo nam veže.
In sedaj gremo čebelice. Je Urška. Gremo samo, gremo. Gremo čebelice, gremo!
Stranki Glas upokojencev in društvu Inštitut 1. oktober je uspelo narediti, kar se morda ni videlo, da lahko uspe. K današnjemu sodelovanju na protestu smo povabili vse slovenske stranke, leve se niso odzvale, ker jih razumem, so pa med nami predstavniki Slovenske demokratske stranke, predsednik Slovenske nacionalne stranke, predsednik stranke upokojencev Slovenije, predstavnica sindikatov Neodvisnost Slovenije, predsednik Zbora za republiko in predsednik seniorjev Slovenske ljudske stranke in mi, Glas upokojencev. Zdaj pa k odru mikrofonu vabim predsednico seniorjev Slovenske demokratske stranke, gospo Mojco Škrinjar. Pozdravljeni, prijateljice in prijatelji demokracije in pravice na trgu doktorja Jožeta Pučnika. Najprej hvala Pavlu Ruparju in društvu 1. oktober Glasu upokojencev za vabilo za ta veličastni shod. Zbrali smo se vsi, ki občutimo dnevne krivice, hladne, nadute, kleptomanske vlade, vsi, ki garate ali smo garali za svoje preživetje in preživetje svojih družin, vsi, ki ne dočakate zdravnika, vsi, ki ne dočakate mesta v domu za ostarele, vsi, ki vam krediti za stanovanje pojedo tak del plače, da komaj dihate, in vsi, ki si ne morete privoščiti niti družine, ker ne morete vzeti kredita, ki bi zadoščal za nakup stanovanja. Tisti, ki vplačujete v pokojninsko blagajno, pa vam na koncu ne bo zadoščalo niti za varno starost, invalidi in tisti, ki s pokojnino brez pomoči otrok niti ne morete privoščiti si doma za starejše. In od naših skupnih vplačil v pokojninsko blagajno bo sedaj z novim zakonom nova skupina dobila izjemno pokojnino. Imenujejo se izjemni umetniki. Nočem razpravljati o tem, kaj umetnost je. Odgovor zahteva veliko živina in časa za razlago. Vem pa, kaj umetnost gotovo ni. To ni radiatorsko ribanje korenčka, trganje slovenske zastave, človeško dojenje psa, niti pesnjenje o podgani stranki. Gospa, ki očitno tako sovraži svojo mamo, da je poslala psa na dno in še na vse naše mame. Da dobija ni umetnost in zloba tudi ne. In tisti izbranci, ki bodo na podlagi mnenj iz rumenega tiska določili prejemnike izjemnih pokojnin, tudi niso nikakršni strokovnjaki. Milijoni denarja, ki ste ga vi vsak mesec pošiljali na spis, bodo šli bog si ga vedli, kakšnim umetnikom v narekovali. To je kraja. Tega nismo dovolili, nismo podpisali nikakršne darilne pogodbe, ukradli so nam. Nam, ki smo v pokoju in kradeli mladim, sproti. Zato danes izražamo svoje zahteve, izražam v imenu vseh vas, ki smo tu in pred televizijskimi zasloni.
starejši ne moremo izhajati brez mladih in mladi ne brez našega preteklega dela, sem povabila mladega kolega Ljubo Simoniča, predsednika SDM, da skupaj poveva zahteve za vse generacije. Prva zahteva. Starejši zahtevamo od celotne družbe dolžno spoštovanje za rezultate, ki smo jih ustvarili, za pogum, da smo se uprli totalitaristični Jugoslaviji in zločinski JLA, za to, da danes živimo v svobodni Sloveniji in ob tem zahtevamo tudi, da nam vrnejo muzej slovenske osamosvojitve. Pozdravljeni tudi v imenu Slovenske demokratske mladine. Hvala lepa Pavletu, hvala lepa Mojci, da smo tudi mi danes z vami. Hvala vam, da ste Naša zahteva je naslednja. V zadnjih letih smo priča vse bolj agresivnemu vsiljevanju ideoloških konceptov, kot sta teorija spola, LGTB plus agenda v slovenskem izobraževalnem sistemu. Ima in kakršne znanstvene osnove in ne sodijo v učne programe. Zato mladi zahtevamo, da se sprejme zakonodaja, ki prepoveduje vključevanje LGTB vsebin in teorij spola v učne načrte vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov. Zahtevamo antisocialističen, nekoruptiven in dostopen zdravstveni sistem in delujoč sistem dolgotrajne oskrbe. Danes smo v Ljubljani, in cena nepremičnin so tu astronomske. Najemnine nedosegljive za mlade. Dostop do ugodnih kreditov pa skoraj nemogoč. Država namesto sistemskih rešitev za ministra postavi človeka, ki je napisal priročnik o lizanju riti. Sprostila cen stanovanja in mladim omogočila uspešen študij še naprej. Zahtevamo nedotakljivost pokojnine in lastnine. Ne boste nam trgali penzije za stvari, ki jih sploh ni, in ne naprtili dvojnih davkov. V znoju in odrekanju smo gradili hiše, vlivali plošče, zabijali žeblje, barvali, medtem ko so se vodilni komunisti svalkali po ankaranskih in portoroških vikendih. Večinoma smo delali z lastnimi rokami, material in obrtnike pa pošteno plačali z davki vred. Zahtevamo takojšnje prenehanje razmišljanj o novih davkih na naša stanovanja, ki smo jih pošteno zaslužili in kupili. Mladi v Sloveniji imamo pravico tudi do varnosti, tako v svojih mestih, vaseh in domovih. Država ima dolžnost, da zaščiti svoje državljane in zagotovi, da so ulice varne za vse nas. Nočemo, da se ponovi Beljak in nočemo tega. Zahtevamo varno Slovenijo. Zahtevamo konec birokracije, neumnih omejitev, da se bo gospodarstvo lahko razvijalo, konec birokracije, da bo država služila državljanom, ne pa da bo bankomat za NVO-je, lenuhe in tatove. Zahtevamo pošteno plačilo in pogoj dela za poklice, ki dnevno uhajajo iz Slovenije. To so medicinske sestre, zdravniki, gasilci, vojaki.
Čas je, da imamo vlado, ki v državi naredila red in poskrbela za svoje državljane. Ne bomo več delili na prvo in drugo razredne. Čas je za Slovenijo, čas je za mlade. Bog živi vse Slovenke in Slovence doma in po svetu. Hvala lepa. Da zaključim. Od jutri dalje pojdite na upravne enote in zahtevajte obrazce, da podpišete zahteve za referendum proti podeljevanju izjemnih pokojnin z denarjem ukradenim nam vsem. Kaj ti lažejo, da teh izjemnih pokojnin ne bo veliko? Ne si ustvarjajo fond, s katerim bodo nagradili te umetnike. Ustvarjena jih iz dobičkov, ki jih ustvarja umetnost. Vsi na referendum in da preprečimo kraja vsem generacijam. Tu imamo tudi obrazce, za odrom dobite po shodu obrazce in že danes jih podpišite. Za Slovenijo, za svobodno Slovenijo. Samo prijatelji, združeni in z medsebojnim spoštovanjem bomo uspeli. K mikrofonu vabim Zdravka Luketiča, predsednika seniorjev Nove Slovenije. Spoštovane gospe in gospodje, dragi upokojenci, danes smo se tukaj zbrali, ker želimo izraziti svoje nezadovoljstvo, svojo jezo in svojo skrb. Treba je jasno povedati, dovolj je teptanja upokojencev. Dovolj je teptanja tradicionalnih slovenskih vrednot. In dovolj je Golobove vlade. Ki je slepa in gluha za težave navadnih ljudi in nas, starejših upokojencev. Če mislijo, da nas bodo utišali s prijaznimi obljubami, ki so prazne, se motijo. Poslušamo obljube o boljšem življenju, višjih pokojninah, dostopnem zdravstvu in dostojnem življenju v starosti. Kakšna pa je realnost? Cene hrane in elektrike letijo v nebo. Vrednost pokojnin se znižuje. Manjka stanovanj, manjka zdravnikov, manjka medicinskih sester, manjka učiteljev, manjka policajev, manjka vojakov. Dolgotrajna oskrba, katere zakon je prejšnja vlada že delila in je bil operativen, so razveljavili. Sedanji pa je samo mrtva črka na papiru, ki vse prenese. Čas je, da Golobovo vlado pometemo na smetišče zgodovine. Smo generacija, ki je zgradila to državo. S svojim trudom se je garala za skupno javno dobro. Stali smo na okopih za osamosvojitev. Sedaj, ko smo se postarali, bi nas pa potisnili v kot in nam ponudijo evtanazijo. Dovolj je kulture smrti. Ampak mi se ne damo. Veliko
Veliko nas je in naš glas je zelo močan. Pa še nekaj, veliko več nas je kot tisti na Gregorčičevi in Metelkovi. Danes tukaj ne stojimo samo zaradi sebe, stojimo tudi za vse tiste, ki pridejo za nami. Zahteve so jasne. Hočemo poštene pokojnine, ki bodo usklajene z inflacijo in stroški. Hočemo pošten odmerni odstotek pokojnine, ne glede na čas upokojevanja. Dostopno zdravstvo, ki bo namenjeno vsem, ne le tistim z debelimi denarnicami. Dolgotrajno oskrbo, ki bo upokojencem omogočila dostojno življenje in ne strah pred revščino. Hvala vsem, ki ste danes prišli in pokazali, da vam ni vseeno za upokojence, da vam ni vseeno za Slovenijo. Če bomo dovolj vztrajni, bomo dosegli spremembe. Hvala vam, vrnimo Sloveniji srce, dušo in nasmeh. Bog vas blagoslovi. Hkrati pa čestitke vsem Jožetom, ki danes praznujejo svoj god. Hvala. Prvi so se tej množici pridružili tudi sindikati. Z nami je gospa Milena Koselj-Schmidt, sindikat Neodvisnost Gorenjske. Hvala vsem, ki ste tukaj. Hvala vsakemu posamezniku, vsem skupaj. Hvala mojim sindikalistom sindikata Neodvisnost Gorenjske. Dolga leta sem bila poklicna sindikalistka. Pokojni France Tomšič in profesor Alenka Oruk sta bila moja predpostavljena veliko let. Živela sem tudi v tujini. Znance, prijatelje in kolege imam po celem svetu. Slišimo se. Večkrat dnevno včasih, pa me sprašujejo, kaj Milena se dogaja s tvojo Slovenijo, pa jim odgovarjam, v lastni državi smo postali talci vlade dr. Goloba. Talci vlade, ki državljane ločuje na navadne državljane in na elito. 3 leta gledamo bolesko slovenske demokracije. Predsednik vlade dr. Golob, vseh afer, vseh nečednosti in neumnosti, ki jih je pridelala vaša vlada, se ne da kar pomesti pod preprogo. Tako velika preproga ne obstaja. Klinika nam mora zdraviti vseh vladinih norosti. Medijem, ki vam niso povšeči, natikate na gobčnike, podarjate dodatke za izjemne dosežke. Ti dodatki so tudi dedni od leta 1974. Po smrti prejemnika so jih svojci prejemali kot vdovsko ali družinsko pokojnino. Ne glede na to, da je pokojnina z delom pridobljena pravica posameznika in temelji na vplačanih prispevkih. Po novem se res da ne bodo več dedovali, vendar izplačilo teh dodatkov iz PISA brez vplačanih prispevkov nima tam kaj iskati. Skupite kmete, delavce, SPA-je, vsakdanje
vse dražje. Upokojenec 700 evri pokojnine bo plačal za zdravstveno zavarovanje prav toliko, kot menedžer s 15.000 evri plače. Nepremičninski davek, vila vredna 1 milijon evrov, ne bo obdavčena. Zidanica v Novem mestu pa bo. Seznamni predolg. Da prideš do vrha, moraš biti brezobziren. In brezobzirnosti, pri tem se je pa predsednik vlade izkazal. Predsednici državnega zbora Klakočar Zupančiču pa tole. Dovolj je boksanja v državnem zboru. Dovolj posvajanja opic v Afriki. Dovolj norega prepevanja, bolje rečeno, fušanja na proslavah. In dovolj kazanja zadnjice častni četi na proslavah. Predsednica državnega zbora. Knjigo imenujemo knjiga in ne tisto. Torej, razpihali smo žarjavico, da se je vnela. Ognja ni več mogoče pogasiti. Slovenija je vstala! Simona Gregorčiča. Vas malo je, nas je broj neštet. Nek dan se vse obrajta, palača pade, vstane vajta. Srečno Slovenija na novi poti. Nekaj predsednikov strank je med nami. Pozdravljam predsednika Slovenske nacionalne stranke Zmaga Jelinčiča. Dragi upokojenci in vsi pošteni Slovenci, pozdravljeni! Še trpeli to gnilo, skorumpirano vladajočo bando. Treba jih je spokati v kante zasvetiti, pa poslati v Afriko, tja, kjer imajo svoje migrante, ki jih imajo tako radi. Za migrante imajo denar, za nas ga nimajo. Imajo ga za vse tujce, za nas ga nimajo. Mečajo denar za vse neke tiste lenuhe, ki se jim ne da delati, ki hodijo po socialno podporo, ki je višja od mnogih vaših pokojnin. To je treba nehati. Vem, da gospoda tamle gori na Gregorčičevi, pa tamle čez v tisti hiši norcev ne bo odstopila. Ampak čez leto in nekaj bojo volitve, takrat pa pamet v roke. 400.000 Slovencev je narobe volilo. Zdaj jim je zagotovo žal, ker jih tolče po žepu, jemlje jim denar, onemogoča jim zdravljenje, onemogoča jim vse in mladim tudi izobraževanje. Vsi šiptarji, ki pridejo sem, imajo zastonj izobraževanje in v šolah zahtevajo še to, da bi se morali učiteljice učiti albansko. Tukaj je Slovenija in tukaj biva slovenski rod. Ne rabimo nobenih tujcev. Z mačetami. Ne ravno unih tam, ki pravijo, da so arhitekti in ki jim je vlada kupila 50.000 parov telih copat. Kam
Tam smo prišli. In to, ki pravi on Golobček, da je bo v Gazo pošiljal kondome. Ne se oblečem en kondom, pa ne skoči kamer kondom paše. Ampak to ni tista cenzura, ki jo uvaja država in ki jo uvaja ta gnila, zajebana vlada, ki mora čim prej zginiti iz svojih prostorov. Ne boste na koncu, ko jaz na koncu govorim. Ampak Slovenci nismo edini državljani. Tu med nami bivajo prebivalci iz bivših, ali pa rekel novih republik, novih držav, bivše Jugoslavije. Veliko in mnogo je poštenih, pridnih in dobrih. Slovenski protestniki hkrati tudi podpiramo srbske študente in srbske proteste proti korupciji in lupariji, ki je manjša od slovenske. Ne boste verjeli, direktno iz Beograda je prišel slovenski državljan doma v Velenju in prinaša pozdrave srbskih protestnikov prav vam. Ne zato, da se bomo še enkrat združili, to pozabimo, ne bomo, ampak zato, ker enako mislijo, enako želijo svobodo, enako dober standard kot mi v Sloveniji. Pozdravljam gospoda Pivkoviča, izvoli! Lep pozdrav! Srbija se je zbudila, zdaj se bo zbudila Slovenija. Čas je za spremembe. Tukaj na protestu smo prišli, da damo podporu starejšim, ki se počutijo pozabljeni, delavcem, ki počasi izgubljajo svoje pravice, narod, ki se razvaja, boj za upokojence, za njihovo dostojno življenje. Vse mnenja, da je prišel čas, da se dvigne narod. Stranka Rešitev, ki bo končno začela delati tisto, ko v zadnjih 30 let nobeden ni hotel narediti za boljše jutri. Vseh nas upokojencev, delavcev, mladih družinah, invalidov, za njihovo dostojanstvo. Vsi mi smo generacija, ki je gradila to državo. Seveda smo ljudi, ki nam ni vseeno, ki ne molčimo in smo pripravljeni na borbo in da v tej borbi ne bomo odnehali. Hvala, da ste prišli v takšnem številu, kar pomeni, da je nekaj zelo, zelo narobe. Hvala, da ste glasni, da se vaš glas sliši zelo daleč in da je čas za spremembe. Zbudi se, Slovenija! Mi smo za vas, za vaše otroke, za naše vnuke, za našo prihodnost Slovenije. Lepo, da so upokojencama prišli spodbujati tudi druge politične stranke, študenti in ostali. Ne gre samo za, se upravičujem, pokojnine, gre za splošno nezadovoljstvo. Narod, zbudi se iz sna, iz črednega nagona, začenjajo se novi časi, ni levi, ni desni, stopimo svi skupaj za boljše jutro. Danas je vseljudski praznik, gremo v boj za pravične pokojnine in dostojno življenje sveh do konca. Pričakujemo, da nas podprete svi, kjer se borimo za boljše standard upokojencev in sveh delavnih ljudi, ne glede na politično pripadnost. Le naprej moramo gledati. Le pozdrav in srečno! Zahvaljujem gospodinu
Pavlu Ruparu, da je omogočil, da mi tudi spregovorimo kakšno besedo. Zbor za republiko je v zgodovini Slovenije imel pomembno vlogo. Pred mikrofon vabim predsednika, hkrati tudi predsednika seniorov Slovenske ljudske stranke, dr. Janeza Remškarja. Lep pozdrav vsem prisotnim, lepo vas je videti na ta lep dan, čeprav nekoliko mrzel, ampak mislim, da je vsem toplo pri srcu. Skratka, na kratko samo predstavim Zbor za republiko, ker verjamem, da mnogo od vas to ne pozna dobro. To se pravi, leta 2004 se je zbrala skupina ljudi, ki so igrali v naši osamosvojitvi in začetku demokracije veliko in pomembno vlogo. Kaj so ugotavljali? Ugotavljali so, da so delne naloge oziroma ideje, ki so jih imeli avtorji Nove revije, pisateljski ustavi o samostojni Sloveniji realizirane. To se pravi, realizirano je bila na osnovi te 57. številke in pa pisateljske ustave, plebiscit, potem je bila realizirana ustava Republike Slovenije, potem so bili organizirani referendumi za vstop v Evropsko unijo in pa seveda tudi v NATO. Skratka, to je šlo v redu, vendar tu smo zastali in od tega časa naprej gre pravzaprav Slovenija samo navzdol. Rad bi se zahvalil gospodu Ruparju za povabilo in na osnovi tega smo se z veseljem udeležili današnjega srečanja. Vesel sem in ponosen sem, da smo, tudi sam sem upokojenec, aktivni, dajete upanje ljudem, izražate skrb za Slovenijo, za ohranjene vrednot. Torej, kaj pa Zbor za republiko želi svojo prisotnostjo? Dajemo podporo našim temeljni nalogi, ki je socialni položaj Slovenk in Slovencev. Podpiramo demokratično jedro, ki povezuje stranke pomladi, kot tudi civilno družbo, družbene organizacije, ki temelji na tradicijah, vrednotah. Ne gre za dnevno politiko, gre za vrednote. Zdaj pa, kje smo danes? Smo sredi globalističnega uničevanja, ne samo Slovenije, tudi Evrope. Jaz mislim, da je vredno omeniti besede podpredsednika ZDA, gospoda Vansa, ki je rekel, da je največja grožnja v tem trenutku Evropa sama sebi. Zaradi tega, ker zgublja vrednote. Ne bom zavlečeval, kaj se dogaja. Vse gre narobe, po domač povedano. V zdravstvu, kjer razmere dobro poznam, samo toliko moram poudariti in omeniti, da smo pred 14 dnevi imeli torej poslanci, ki smo združeni v klub 90, predavanje oziroma predstavitev profesor Noča glede korupcije. Verjemite mi, tam smo zbrani dekleta in fantje z vseh vetrov, ker smo vsi v tem klubu. Bila je popolna tišina po zaključku. Vsi so bili zaprepaščeni, da je to mogoče, da se dogaja v Sloveniji. Korupcija. Namreč, zdaj pa grem naprej. Mi imamo tudi problem, mi smo vsi upokojenci, pozdravljam seveda tudi mladino prisotno, vendar imamo na osnovi tega seveda tudi probleme. Ampak ta vlada je takoj ukinila urad za demografijo. Ta vlada je takoj ukinila novelo o javnem naročanju. Posledice so seveda prisotne. Naprej. Zdaj pa res, ker je hladno, pa bom malo preskočil. Včeraj sem poslušal gospoda Jankovića,
vašega župana. Bom takoj zaključil. Ki je izrekel sledeče, da je podprl prijatelja, če ga ne bi se izneveril sam sebi. Upam si reči, da vemo, kaj dela Vučić v Srbiji. In dodajam, naš slovenski pregovor pravi, povej, s kom se družiš in povej, kdo si ti. Zaključim, Zbor za republiko se že prizadeva in se bo še naprej prizadeval za sodelovanje vseh, ki delujemo na desnici oziroma desni sredini. Hvala lepa. Zoran Janković. Tudi za odstop Zorana Jankovića zbiramo podpise. Tu smo doma pošteni državljani, pošteni Slovenci. Tu smo doma Janezi, Pavli, Marije, Štefke, Jožeti. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. Hvala lepa, vidim, da vam raz ne more do živega. To je klena Slovenija. Pozdravljeni na trgu očeta slovenske države, na trgu dr. Jožeta Pučnika. Zdaj, nekaj let nazaj so se na tem trgu zbirali tisti, ki so pozivali k smrti. Mi danes tukaj ne pozivamo k smrti, ampak k življenju. Slovenija je namreč dovolj prostora za vse ljudi dobre volje. Pozivamo pa tudi k razumu. Kajti oblast, ki ima v rokah škarje in platno, je čedalje bolj nora. To je bilo dobro opisano v govorih pred mano, zato tega ne bom ponavljal. Čeprav nas vsak dan preseneči še marsikaj. Se dogaja pa tudi dobre stvari. Prihajam tamle z tiste stavbe, kjer v zadnjih letih sicer ni bilo skuhano kaj veliko dobrega, ampak ravno kar sta se končali 2 seji ustavne komisije, kjer so bili zavrnjeni slabi predlogi, oziroma niso bili izglasovani slabi predlogi. Zdaj vsi veste, kakšno je stanje v slovenskem sodstvu. Ampak kljub temu, da imamo tam katastrofo,
in da danes poštenega sodnika ali pa tožilca težje najdeš kot hitrega polža. So predlagali še to, da se odslej sodnike voli tajno oziroma imenuje tajno. In da ljudstvo, v imenu katerega se sodi po tem uradnem listu, prebere, ko ta imena predsednica objavi. No, ta predlog je danes padel. Zdaj, kakšno je stanje, je bilo dobro opisano pred mano, zato mi dovolite v tem mrzlem delu, ki ste ga sicer kar dobro ogreli, nekaj besed o tem, kako to spremeniti. Z veliko večino. V svetu, v zahodnem delu sveta, je zapihal veter sprememb. Tisto, kar še včeraj ni bilo mogoče, kar se je zdelo daleč oddaljeno nekom prihodne generacije, je danes mogoče. In ta veter sprememb je treba izkoristiti. Ukradeno državo je treba dobiti nazaj. Danes, ko nas vsak dan presenetijo novi davki, nove birokratske ovire, nova birokracija na novih ministrstvih, novi izumi, kako vam več potegniti iz vaših žepov za tako imenovane nevladnike, ki pozivajo k smrti, za ilegalne migrante, za teroriste v Palestini, za proučevanje spolov v podsaharski Afriki. Za vse to dajete denar. Zmanjka pa za dostojne plače, za dostojne pokojnine, za boljše pogoje za to, da si mladi pridobijo stanovanja, boljšo izobrazbo, za vse tisto, kar ustvari dobro prihodnost. In to je treba spremeniti in zato, da to spremenimo, potrebujemo ne samo dobro voljo, pa veliko poguma, kot ga danes kažete vi tukaj s svojo prisotnostjo, pa razuma, ki ga vi imate. Potrebujemo tudi veliko zmago na prihodnjih volitvah. Zmago ne zato, da bo nekdo prišel na oblast pa nič naredil, ampak zmago zato, da si Slovenci ukradeno državo pridobimo nazaj, kajti Slovenija ima potencijale bistveno večje od tega, ko so bili izkoriščeni doslej. Samo potrebujemo sproščeno okolje, sproščeno Slovenijo, v kateri ne bo izključevanja in v kateri se bo lahko dihalo z obema kriloma svojih pljuč. Zdaj prvi tak, no še to bi rekel, ker je danes aktualno, pred dobrimi 3 leti je bila Slovenija v ospredju zahodne in evropske politike, bila je cenjena, spoštovana, poslušali so nas, nismo bili pozabljeni in od tega je imela Slovenija tudi ekonomske koristi. Bili smo druga najuspešnejša država v okrevanju po covidu, kljub temu, da so nam doma metali polena pod noge in zabadali nože v hrbet. Kje smo danes? Danes nas ne upoštevajo niti kot tretjerazredne. Hvali se vlada s priznanjem Palestine, hvali se z podpiranjem vseh živih nevladnih organizacij v Sloveniji, v Evropi in po svetu za vaš denar. V Afriki posvajajo opice, ko je to nekdo že rekel.
ko gre pa za res, pa, in to je bil en tak redek trenutek resnice pri naši znani ministrici, a ne? Nas ne povabijo za mizo niti takrat, kada smo glavno na jedilniku. Ona se povabi sama! Uzla sta. Moraš biti predvsem poseben, da se s tem še pohvališ. Res je. In to je potrebno spremeniti to, da prvič naredimo en test na referendumu, ki prihaja. To bo referendum o privilegijih. Medtem ko ni denarja za dostojne pokojnine, za vidno delo, za vaše vidno delo, ko moramo zbirati zamaške pa dotacije za bolne otroke. Oni se pa kopajo v denarju. Ne se talajo privilegiji nekulturni eliti. Pravijo, to je napačna beseda, vsak narod potrebuje kulturno elito. Samo tukaj se ne talajo privilegiji za kulturno, ampak za nekulturno elito, za protikulturno elito. Prej je kolegica Mojca naštela te dosežke v narekovajih, za kar bi se ti privilegiji talali. Že Albert Einstein je dejal, ko neka kultura izgubi svojo dušo, potem je konec te civilizacije blizu. Zato je treba to preprečiti. Na tem referendumu ne gre za nekaj 100.000 evrov. Gre za simbolno dejanje. Zato, da ne dovolimo, da si bodo nekateri vzeli prvorazrednost. Za njih vse, za ostale pa donacije za maški in čakanje v čakalnih vrstah. Torej to ni zgolj odločanje o vprašanju, ki bo na glasovalnem lističu, ker je treba obkrožiti proti, še prej pa je treba zbrati 100.000 glasov. Ali pa vsaj 40.000. To bo tudi referendum proti tej nori oblasti. Močan rezultat proti bo skrajšal rok trajanja te zglojene norosti. Kajti vsak dan se dela velika škoda za Slovenijo. No in potem je potrebno na volitvah, mora priti čim prej, zbrati ustavno večino razuma. Zato, da se bo dalo nadgraditi slovensko ustavo, v njej zaščititi zdravo pamet, svobodo govora, vaše denarnice pred nerazumnimi davki, pravico do dostojanstva, pravico do normalnosti. Ko smo pisali to veljavno ustavo, če bi takrat kdo predlagal, da sta, ne vem, spola enaka, da je to socialna kategorija, ali pa da jih je 48, bi ga odpeljali na norišnico. Zdaj smo prišli v položaj, ko se vleče zasilna zavora pred propadanjem civilizacije in ko je treba za to ustavo napisati, oče je moški in mama je ženska. In starši imajo izključno pravico do vzgoje svojih otrok, zato v šole ne sodi nobena ideologija. Ne bela, ne črna, ne rdeča in ne mavrična. Samo slovenska zastava! Proč od naših otrok. Te pravice treba začeti postaviti. Zato pa potrebujemo na naslednjih volitvah močno zmago, potrebujemo koalicijo razuma, ki bo imela v tisti hiši najmanj 60 glasov in zato je potrebna formula, kdor ni proti nam, ta je z nami. Ko smo Slovenci ukrademo državo,
priborili nazaj. Z njo bodo prišle priložnosti za to, da izkoristimo neizkoriščene potencijale in tiste sanje na plebiscitu, kako bo Slovenija postala druga Švica, so povsem uresničljive. Povsem so uresničljive. Zato je pred Slovenci lahko, če imeli dovolj poguma in dovolj glasov, svetla prihodnost. Hvala Pavletu, ki je začel s temi protesti in dokazal, da pravice, med katerimi je pravica do svobode govora, svobode veroizpovedi, svobode zborovanja, ne pripadajo samo tistim, ki seje sovraštvo, ampak tudi tistim, ki se borimo za življenje. Ne pripada to samo kulturi smrti, in to sploh ne bi smela, ampak tudi kulturi življenja, in da se nas je danes na tem trgu zbralo rekordno število. Hvala lepa. Nazaj si moramo priboriti ukradeno državo, da v to možnost si moramo priboriti nazaj tudi ukradeno besedo. Zato svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Spoštovane gospe in gospodje, čisto na koncu dovolite še par besed. In vam, da ta dan, jaz sem zadnji govorc, tako da ne bo več dolgo. Nekaj stvari bi vseeno rad poudaril. Skoraj, torej točno 2 leti je, odkar smo se prvič zbrali tukaj. 2 leti, odkar upokojenke in upokojenci zahtevamo samo tisto, kar je naše. In 2 leti nas Golob in njegova ekipa enostavno tlači, ponižuje in se norčuje iz nas. V tem času smo zahtevali božičnico. Smejali so se nam iz stavbe, iz norišnice nasproti nas. Zahtevali smo zimske dodatke in jih ponovno zahtevamo, ker smo upravičeni do njih. Zahtevali smo usklajevanje pokojnin tudi z inflacijo. Včeraj je prišel do podatek, da bomo dobili za lansko leto vsega skupaj borih 4,6%, medtem ko sami vemo, da so življenjski stroški, energenti in vse ostalo od 80 do 100% dražji. Zakaj se norčujete iz nas, Golob? Čas je, razprite krila in odidite iz Slovenije. V tem obdobju nismo pozabili na krivične odmere pokojnin moškim in ženskam v preteklem času. Govorim o 57,25% odmeri za moške. Nismo pozabili na vdovske pokojnine. Zakaj mora vdovska pokojnina ostati nekomu, za katerega ne vemo, če bo to naš partner? Zakaj to ni višje ali dedno po možu ali ženi, ki je preživel? Nismo pozabili
na zahtevo po odpravi tako imenovanih dednih NOB pokojnin, ki jih dobivajo lenuhi, ki nikoli niso delali. Če pa že upravičujete te pokojnine, zakaj mi po svojih očetih nimamo dednih pokojnin, pa nam ne bi bilo treba garati vse življenje? Spoštovani, nismo pozabili na poplavljene v letu pred leti. Še toliko let, sploh ne vem, kdaj so bile. Ljudje pa še danes nimajo osnovnih potrebščin in osnovnih bivalnih prostorov po teh poplavah, ker jih natekujejo kot elastiko. In tega je res dovolj. Nismo pozabili na policistke, ki so bili obsojeni zato, ker so med katastrofalnimi protesti varovali ljudi in naša premoženja. Če so obsodili te policiste, ne obsodijo tudi tiste, ki so v Celju na protesti zaprli našega kolega Bobiča. Zahtevamo preprosto, enostavno svoje pravice, ki jih slovenski državljani moramo in bomo dobili nazaj. In še na koncu, če ima Amerika vojake, če ima Rusija vojake, ima Evropa in Slovenija LGBT. Od tega pričakujete lahko samo eno, da se prepognemo in čakajo, ne mi smo normalni, in čakajo, kdo bo letel od odzad, ali te ubil, ali te bo pa pošteno nategnil. Oprostite. In še, vsak dan se bojimo, kdaj bodo sprejeli nove reforme. Sprejeli so reformo plač v javni upravi. Mediji, goljufivi in prevarantski, podkupljeni in špekulativni, so obljubljali 400 evrov vsakemu zaposlenim. Dan po plačah so bili vsi točno tam, kjer smo napovedovali na 12. shodu. Bili so preprosto ponižani, ogoljufani in niso dobili tistega, kar so pričakovali. In danes, če se bomo za koga tudi mi upokojenci borili, so to tisti ljudje v javnih upravah, kjerkoli že, ki imajo najnižje plače, vemo, kje so prišli, vemo, kaj delajo. In če kaj lahko obljubim, potem naslednja vlada, tudi skupaj z nami, prvo, kar bo, popravi vse te krivice, ki jih državljani pod to vlado in pod Golobom doživljamo. Če je nekoč na RTV nek zblojen novinar rekel besede, ki bom ponovil za njim. Mi dovolite, vlada, toliko vas je in nas je. Jebeno več! Ki so danes govorili, obljubim, da bomo Maurico vrnili nazaj na nebo. Hvala vsem govorcem, hvala vsem predsednikom strank, predsednikom seniorjev, društev, sindikatom, Zboru za republiko. Hvala vam, upokojenke in upokojenci, Bog vam živi! Še eno prošlo, zapojmo Slovenija, odkot lepote tvoje! Gremo Slovenija, gremo!
in srečni društvo doma, Slovenija, naj tebi